Ko potrebujemo mir, se za kratek čas umaknemo, če seveda imamo to možnost. Kadar pa nas kakšna stvar teži dalj časa, če smo žalostni, zaskrbljeni, ne moremo spati, jesti, pa je dobro, da se nekomu zaupamo. Za pogovor lahko pokličete na telefonsko številko 116 111. Pišete na e-naslov tom@zpms.si ali pa se na strokovnjake za pomoč obrnete v spletni klepetalnici. Na voljo so vam tudi svetovalne delavke in delavci v šolah, ki v tem času, tako kot učitelji in učiteljice, delajo nadaljavo. Nekaj nasvetov sta za vas pripravili tudi psihosocialna svetovalka Mladih zmajev Jerneja Munc in biopsihologinja Nina Kočar z Inštituta za zaščito otrok Lunina vila. Marsikomu se zdi, da gre v teh dneh čisto vse narobe. Zato je pomembno, da se naučimo tudi v težkih situacijah najti vsaj eno stvar, ki pa je pozitivna. Res vas spodbujam, da poskušate vsak dan najti 1, 2, morda 3 stvari, ki so dobre in za katere ste hvaležni. Mladim bi priporočila, da vseeno poskušajo ohranjati rutino, da redno opravljajo svoje obveznosti za šolo, da si mogoče poiščejo kako aktivnost, dejavnost, ki jih sprošča in je primerna, da jo opravljajo v zaprtih prostorih. Verjamem, da vas večina zelo pogreša prijatelje, učitelje in vse ostale, ki ste jim lahko zaupali skrbi. Morda jih pokličete po telefonu, napišite jim SMS, morda celo pismo. Je pa to včasih zelo težko, kadar so prisotni odrasli. Pomembno je, da lahko v teh dneh še vedno delite to, kar se vam dogaja. Tudi, če je to samo na list papirja. Če pa je stiska prehuda, če to opazite pri sebi ali pri kom drugem, mogoče pri prijatelju ali svojem bližnjem, pa se obrnite po strokovno pomoč.